Dober večer, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Na spletnem portalu domovina.je v oddaji Vroča tema. Slovensko javnost so v zadnjih tednih pretresli zločini mladostnikov nad sovrstniki ali pa celo nad lastnimi starši. V javnosti je to močno odmevalo, zakaj se to dogaja, nekaj, kar smo si pred časom predstavljali samo v ameriških filmih in v medijih, ki so o tem poročali, se danes dogaja praktično pred našimi vrati. O tem in še več nocoj s direktorico, ravnateljico strokovnega centra Planina. Z nami je doktorica Leonida Zalokar. Dober večer. Dober večer tudi vam, hvala za povabilo. Najprej vprašanje za vas, strokovni center Planina. Kdo konča pri vas? S čim se pravzaprav v vašem centru ukvarjate? Strokovni center Planina je pravzaprav novo preimenovanje vzgojnega zavoda Planina, doprinesel je pa to nov zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgoji in izobraževanju iz leta 2020. Vzgojni zavodi oziroma strokovni centri smo zdaj regijski, to pomeni, da pokrivamo določene regije. S čim se ukvarjamo, kot že sam naslov zakona pove, z otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. K nam jih nameščajo sodišča po uvedbi novega družinskega zakonika, prej so bili pa to centri za socialno delo. Torej, naj bi se ukvarjali s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Kar se tiče našega strokovnega centra Planina, praktično že več kot desetletje ne obravnavamo otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ker te lahko ostajajo v sistemu, kjer zadoščajo ambulantne, psihološke, takšne in drugačne obravnave. Torej, v vzgojne zavode oziroma strokovne centre prihajajo otroci in mladostniki, ki jih nihče več ne zmore. Po zadnji raziskavi, ki smo jo opravili v naših strokovnih centrih, ima več kot 70% otrok resne duševne težave, vse do vedno večjega naraščajočega števila se osebnostnih motenj in na koncu imamo, če gledava kontinuum težav, motenj, osebnostnih motenj in na koncu kontinuuma so tako imenovani otroci in mladostniki z brezčutnimi neobčutljivimi potezami, to pomeni, govorimo o psihopatskih potezah, ki so takšne, kot jih vidimo pri odraslih. 17-letnik, ki je ubil mamo, učenec, ki je šel s kladivom nad sošolca, so to otroci, ki končajo pri vas? Treba je vedeti, da smo vzgojni zavodi oziroma strokovni centri, na kar je že ves čas opozarjam, včasih se nas poskuša izrabiti, da bi obravnavali tudi tisto, za kar mi nismo nepristojni, niti ne pooblaščeni, niti ne educirani. 17-letnik, ki je ubil mamo, je definitivno problem pravosodja, torej ustrezne kaznovalne politike oziroma naglasitve, kako se bo to dejanje naglasilo, kot tudi zdravstva. Najprej treba pravzaprav ugotoviti, kaj s tem mladostnikov pravzaprav je. Ker imamo pa v Sloveniji velik problem s tem, ker nimamo ustreznih oddelkov, kamor bi lahko tudi otroci, ki niso kazensko odgovorni po 14 let šli, kot je ta 13-letnik recimo, ki je napadel sovrstnika v šoli. Se pravi, imamo velik problem, ker nimamo ustreznih prostorov, ustreznih strokovnjakov, da bi si vzeli dovolj časa, da bi imeli zakonsko podlago za to, da bi se ugotovilo, kaj se s temi otroci in mladostniki sploh dogaja, kaj je narava motnje in kaj potrebujejo. Ne pa, da se jih strpa v vzgojni zavod. To je nedopustno, nestrokovno in konec koncev tudi nevarno. Ampak ali vam uspe te mladostnike, ki se na koncu znajdejo pri vas, nekako rehabilitirati v neko normalno odraslo življenje, ki jih čaka? Vseh ne, to je iluzija, vseh ne, seveda se trudimo. Tisto, kar je treba tukaj poudariti in kar umanjka povsod, kjer se pogovarjamo o otrocih, o vzgoji, o načinih obravnave. Ta enoznačnost je nevarna, da bomo samo z sočutjem, empatijo, požrtvovalnostjo, odgovornostjo, da si je treba vzeti več časa in da bo otrok to vse sprejel in da se bo na ta način vzgajal, seveda velja. Ampak tukaj je Gaussova krivulja. Midva se danes pogovarjava, če se strinjate, o teh otrocih, kjer nič ne zaleže. Kjer nobena od metod, deklariranih pedagoških metod ne zaleže, ki so terapevtsko neodzivni. Se pravi, jaz ne vem, kaj je s temi primeri zadnjimi, ki so bili, lahko da se bo to ugotovilo in potem se bomo seveda... To še precej sveži primeri. Seveda se bomo potem ukvarjali s tem, ali imamo v Sloveniji tovrstne programe ali ne.
Uvodoma ste dejali, da so ti primeri presenetili. Presenetili so verjetno samo tiste, ki tovrstnih otrok ne poznajo, ki s tovrstnimi otroci z naravo teh motenj nimajo nobenih izkustev. V strokovnem centru Planina, jaz sem tu zaposlena 22 let, že več kot 30 let delam z otroci, mladostniki, tudi njihovimi starši. Poznam raznovrstno psihopatijo, patologijo, kot tudi prepoznavam tovrstne otroke brez občutkov krivde, vesti, morale že več kot desetletje. Na to skupino otrok opozarjam. Ta skupina otrok se je identificirala že leta 2010, ko je bil popolnoma cel sistem obravnave otrok in mladostnikov s težjimi vedenjskimi motnjami popolnoma nemočen. Zato je tudi išla raziskava Otroci s hudimi motnjami vedenja, ki je prosto dostopna na spletu, kjer so ti otroci identificirani, namreč ni jih zmogel ne zdravstveni, ne penološki, ne vzgojni, ne socialni sistem. To ste prenesli s seboj, tukaj imava Science Direct, gre v bistvu za strokovno bazo člankov, ne, iz klinične psihologije. To raziskavo sem tudi prenesla v vednost, da ta zadeva za nas, ki s temi otroci delamo, ni nič novega. Novega je lahko za akademike, novega je lahko za ne vem koga, ki v bistvu nimajo nikakršne prakse, in tisto, kar je zelo očitno v slovenskem prostoru, je poudarjanje določene enoznačne ideologije. In jaz sem javno povem, tudi to, kar nam prihaja 14, 15, 16 let, brez prisile, da jih mi prisilimo v določene osnovne dejavnosti, ne bi nič potekalo oziroma nas ne bi bilo. To so in otroci z nasilnim vedenjem, če greva pogledati, so vse raziskave znanstvene, evidence-based, strokovno neoporečne, visoko korelirajo z dvema tipoma vzgoje. Ali je vzgoja hudo nasilna, agresivna, to pomeni, da so otroci, ki so žrtve nasilja v družini, ali pa je to prepermisivna vzgoja. Obe korelirata z nasilnim vedenjem. To je treba vedeti, to je fakt, to je dejstvo. In ko dobimo, in to je ta sprevrženost tega sistema, ko dobimo mi mladostnika v zavod, recimo starega 15-16 let, popolnoma podivjanga, če rečeva po domače, brez morale, brez etike, brez čuta do drugih, je bil vzgajan ves čas s temi deklariranimi pedagoškimi metodami. Prepričevanja, dopovedovanja, čakati njegovo motivacijo, čakati, da bo njemu samu v glav se premaknilo. Enim se bo, enim pa ne. In mi to se pogovarjamo o tem, ker se jih ne. In sistem jih ne ustavi, ker je ta ideologija pač tako močna, da bi bil vsakršen poseg v njegovo vedenje, obnašanje že v otroštvu kriminal, da to pomeni poseganje v njegovo svobodo. Saj veste, polne knjige tega imamo, ampak določen procent otrok bi se mogel pravočasno zaustaviti, pa se ne. In s tem jaz tudi povezujem tovrstna dejanja 13 pa 17-letnikov. Jaz primerov ne poznam, vam pa trdim, da če bi pogledali njihovo odraščanje, njihovo otroštvo, da znaki so bili, ampak so bili spregledani ali pa napačno naslavljani. Ja, gospa Zalokar, kar nekaj člankov ste prinesli tukaj. Samo v vednost to bi le želela povedati, ker to sprenevedanje in to zanikanje, tudi akademsko, zanikanje procenta otrok z brezčutnimi, neobčutljivimi potezami. To sem vas želel vprašati. V tem članku recimo je govora o brezčutnih otrocih in tukaj je tveganje za njihovo antisocialno obnašanje večje, nimajo občutka krivde in vi pravite, v vsaki družbi je nek določen odstotek teh otrok in tega se ne da preprečiti. Ne, to je fakt, to je dejstvo, da se Slovenija, tista sfera, ki bi morala za to skrbeti, pripravljati programe, se s tem ukvarjati, molči, zanika, ne pozna, je velik kriminal. In to je tisto, kar jaz ves čas govorim, da je Slovenija pri določenih strokovnih zadevah in znanjih 20 let ozadaj. Dejali ste, vseh ne uspemo rehabilitirati v normalno življenje. Kaj se zgodi s tistimi, ki jih ne uspete? Kam gredo potem? Zakonodaja je tudi taka, da 18-letnik, ko dopolni 18 let, če je preko družinskega sodišča k nam nameščen, ne glede na to, da bi mi rekli, da bi še rabil določeno podporo, pomoč, svetovanje, ukvirjanje, lahko odide.
Ne? In je njegova prognoza lahko, ali pa njena, so fantje in dekleta, lahko zelo slaba. Predpisana doba bivanja v strokovnem centru, zavodu je predpisana od 1 leta do 3 let, recimo, a ne? In tudi tukaj smo zelo mačehovski do nudenja pomoči, ker dobro vemo, koliko rabijo možgani za spremembe. Možgani rabijo za spremembe dolga leta. V Sloveniji se dogaja to, da se otroka pač odda, torej reda radi, smo naredili, smo ga dali v zavod in potem se pričakujejo čudeži v 1 letu, leto pa pol, kar je praktično nemogoče. In se zgodi, da smo otroka, mladostnika samo odstranili in potem ga vrnili ne dovolj ozaveščenega, ne dovolj okrepljenega, ne dovolj, če želite, prosocialnega. Moralnega. V enem izmed odmevnih intervjujev ste dejali, da v bistvu vzgajamo generacijo psihopatov. Ja, brezčutnih, neobčutljivih, brezvestnih ljudi. Trend je v porastu, to vam tudi vse raziskave. Kako je do tega prišlo? Ja, jaz bi rekla prav z nekritičnim uvajanjem določene ideologije otroku kot brezmadežnim bitjem, da je vsak poseg, vsaka frustracija, vse, kar prepoveš, živa groza, da se otroku na ta način dela nepopravljiva škoda, da je treba vzgajati brez frustracij, da je treba upoštevati njegove želje, samo njegove želje, kaj otrok želi, da je treba čakati, da se bo otrok odločil in tako naprej. To je skregano z vsako znanostjo, to je skregano z znanji razvojne psihologije, to je skregano z evidence-based znanji, kako se razvija vest, kako se razvija prosocialnost, kako se razvija morala. Ker se ne. Ampak a so še starši, ki se želijo otroke vendarle vzgajati na tradicionalen način? Ker se vzgaja egocentrizem. In egocentrizem in tovrstna vzgoja, ker sem jaz središče sveta, je seveda vzgoja narcisizma. Ampak niso vsi starši takšni, ne želijo vsi tako vzgajati. Ne. Zdaj bom nekaj povedala. Ne glede na to, da so otroci, mladostniki v strokovnem centru, je večina staršev dobrih. Večina naših staršev je dobrih. Vzgajali so, in veste, nevarnost in škodljivost tovrstne ideologije je tako krivična do staršev, ki imajo pač hudo zahtevne, posebne otroke, tudi v tem kontekstu, da se že pri otroku v vrtcu vidi, da to študije izkazujejo, da se že v vrtcu vidi, če otrok nima vesti, da nobena kazen ne zaleže, da enostavno nima občutkov krivde in da celo, kar je grozno reči, ampak to je treba doživeti in videti, da uživa v nesreči drugih, v krvi, da celo sam povzroči, da je nekdo krval, da uživa v mučenju živali, tako kot znajo otroci, 3-4 letniki mučiti živali, se vi zamisliti ne morete. Ampak mi smo imeli 20 let nazaj incident v Tržiču, kjer so mladostniki mučili mačke, če se spomnijo. Malo se pozanimajte, kako so bili obravnavani. Kaj mislite? Njihovo dejanje ni bilo naslovljeno, ni bilo sankcionirano tako, kot bi bilo treba, da bi vedeli, da je to nedopustno. Kaj danes s temi ljudmi? To pa ne vem, težko bi rekla, niti ne bi rada ugibala. Samo to kaže znak njihovih osebnostnih potez, ki niso prijazne, ki niso prosocialne. Kaže na nek sadizem. Kaže na nek znak, ki je za družbo zelo neprijeten. Namreč moje podvprašanje je bilo, a se ni nek odstotek mladostnikov vedno tako obnašal. Ne vi pravite, da je zdaj ta generacija v porastu. Kaj je zdaj drugače? Kaj se je spremenilo, da je zdaj pa takšnih otrok toliko več kot recimo pred 20 leti? Še enkrat, ker se s to ideologijo se je tudi zakonodaja na vseh področjih močno spremenila. Tako v šolskem sistemu, tako v pravosodnem, tako tožilci, tako kamorkoli gremo, je za to populacijo, še enkrat, kjer je razvijajoča se osebnostna motnja, kjer so te brezčutne, neobčutljive poteze, je ta način, da se jim izdaja recimo samo ukor, da se ne naslavlja, da se ne da teže dejanju za primerno sankcijo, se to lahko samo še bohoti. Zakaj pa vi mislite, da se oni režijo pa policaje pošiljajo nekam? Se jim nihče nič ne more. Zakaj si dovolijo vse, kar si dovolijo, ker ni nobenih učinkovitih ukrepov, ker so te ukrepi v skladu s to nevarno škodljivo ideologijo prepovedani oziroma nepriljubljeni.
Ker če ti nekaj rečeš, da je nekaj treba, da je treba prisiliti, si proglašen kot ne vem kaj, no. Ne bom niti izraza uporabila, kot kaj si proglašen. Ne? In zato imamo stanje takšno, kakršno imamo. Akademiki so problem. Politika tovrstna je problem. Ne? A veste, kakšno šolo si jaz želim? Resnično. Želim si šolo, kamor bi otrok prišel in bi učitelj rekel, vse dajte s klopi dol, pišemo šolsko nalogo. Jaz si želim šolo, kamor bi otrok prišel, če bi nekaj narobe naredil, da bi ustrezno sankcijo dobil oziroma ustrezen ukrep, da bi se zavedal, da to, kar je naredil, ni naredil. Torej, to se pa dela marsikaj, ampak ni ukrepov, niso, če me razumete, ni pravilno naslovljeno, da bi se otrok zavedal, da je to pa narobe. Gospa Zalokar, morda tole, to ste večkrat tudi že na javni televiziji povedali, da v bistvu tudi slovenska zakonodaja tukaj ni urejena v smislu, kaj z otroki, ki so prestopniki, ki so zagrešili milo rečeno zločin, ne? Pa zdaj niti ne vemo, kako z njimi ravnati, kam jih sploh dati, kaj bi z njimi. Ne? Kako je ta zakonodaja urejena drugje, če jo primerjava? Poglejte, mogoče ena informacija, ki sem jo prejela prejšnji teden od kolegice iz Murske Sobote, 15-letnik, mladoletnik, ki je z nožem zabodel, mislim, da je ubil drugo osebo v Mariboru, je prost po 3 mesecih. Je prost. Težko bi rekla, kaj je z njim ali kako, ampak meni se zdi to sila neodgovorno in v bistvu drugi tudi vidijo, da se to vrstna dejanja ne naslavljajo, da nimajo odnosa do tega. Ne. Se tudi družba sama na ta način sporoča, se to ni nič kaj takega. Zadeve se normalizirajo, ne. In prag tolerance za razdiralna vedenja, nevarna vedenja do drugih se prag niža. Je vedno več dovoljeno. Ampak vi ste omenjali nek danski model, po katerem bi se morala Slovenija zgledovati. Zakaj pravzaprav gre? Kakšen je ta model? Mi smo dejansko s kolegi strokovnih centrov obredli celo Evropo, videli določene sisteme. Varovani oddelki za otroke in mladostnike so v Evropi že desetletje, če ne več, v vseh evropsko umikanih državah. Tam se ne pogovarjajo o ideologiji, ampak o stroki in kaj je za otroka učinkovito. In zelo me je presenetil danski pedopsihiater. Bili smo v danskem kampusu, kjer smo gledali, to je bilo leta nazaj, oddelek za adolescentno psihiatrijo in forenziko. To pomeni mladostniki, ki so povzročili kazniva dejanja in kjer je bila prisotna duševna motnja. Ne? In jaz sem vprašala, kako pa pridejo, so isto povedali preko sodišča, so storili to in to in to, je koliko dolgo so pa noter in je rekel 5 let. Do 5 let, že to mi je bilo zelo veliko. Je rekel, ne, me je začudeno pogledal, je rekel 5 let in več. Se mi točno vemo, koliko dolgo časa rabijo možgani za spremembo. To pri nas izreči je grozljivo, je bogokletno. Ne? Ampak mi vemo, če želimo nekomu privzgojiti norme, vrednote, pravila, oziroma da ga naučimo, kaj je prav in kaj je narobe, ne? Ker to za otroci, ki nimajo empatije, ali pa z odraslimi psihopati, ki ne čutijo, jih lahko naučiš, kaj je prav in kaj je narobe, ampak rabiš čas. Dokler dolgo pa vlada ta ideologija čim manj zapirati, ker to je grozno, se pa ne gleda, kaj otrok rabi, kaj v bistvu biologija rabi. Imamo problem v Sloveniji, ne? Velik problem. Kdaj je ta časovni okvir, ko morajo biti starši najbolj pozorni, v kakšno osebnost se razvija njihov otrok? Od rojstva. Takoj. To vam lahko zatrdim, ker poznam študije, ne poznam pa še toliko poglobljeno, ker se gre celo v to, kako je že prenatalno obdobje, ko je otrok še v trebuhu, koliko je pomembno, kaj vse lahko škodljivo na njega vpliva, so tudi že študije narejene, ne, kaj vse je narobe. To že vemo, ne, če mama uživa alkohol, pije in to, ampak tudi te psihične zadeve, mamino počutje, hrana, vse vpliva, ne? Mnogo faktorjev vpliva. Ampak tisto, kar je pa za zorenje možgan, za empatijo, za mirnost, za udobje, ugodje, je pa vsekakor od rojstva dalje, da je otrok čim več negovan, uglašen,
tretiran z ljubeznijo. Nekateri so celo prepričani, da je osebnost tam do 7. leta že precej oblikovana in da se jo težko spreminja. Pa se jo da kasneje 4. leta. Tako vam bom rekla, ne, to študijo tudi izkazuje, sicer traja dolga leta, absolutno se lahko vsak nauči, kaj je prav in kaj je narobe. Če pogledate veleum psihiatrije, psihopatije, poznavanja Michael Stona na YouTubeu, Big Thing, ko ga vprašajo, kaj lahko sploh naredimo za otroci z Kalius Unemotional Traits, torej z brezčutnimi, neobčutljivimi potezami. In njegov odgovor sila jasen, practically nothing, praktično nič. Lahko jih pa naučimo, kaj je prav in kaj je narobe. Kako težko si starši priznajo, da je njihov otrok tak? Veste, v študijah boste videli, kako so naši starši, ker te otroci, ki so brezčutni, neobčutljivi, lahko izhajajo iz povsem toplih, dobrih družin. In kako so, ko hodijo po pomoč, ko so prestrašeni, ko se otroci spravljajo na njih, oni pa z vsemi deklarativnimi metodami delajo predpisanimi, so pogosto naslovljeni s tem, sej bo prešlo, sej bo mimo, to je razvojno, otrok je pa vedno bolj nevaren in seveda dobivajo občutek popolnoma krivičen, da so slabi starši, da se morajo bolj truditi. Zato, ker jih celo naš sistem ne prepozna teh otrok, da bi staršem pomagal in da bi jih naučil kaj in kako, jih uči v bistvu izčrpavanja in v bistvu tudi fizičnega nasilja sa strani otrok. V Sloveniji se ne govori o tem. V Mariboru je bil pred leti zelo dober strokovni posvet Mladi in kriminal, govora je bilo o nasilju otrok nad starši. To je treba te podatke slišati, žal je bilo samo za mariborski konec in tisti del Slovenije. Številke so gromozanske, o tem se ne govori, starše imamo na urgenci, povzročitelji nasilja so pa tudi 6-7-letniki. Ampak starši vzgajajo z deklariranimi pedagoškimi metodami. S pogovorom, dogovorom in ne vem kaj. Določen del otrok zato ni dovzeten in se bo obrnil proti njim. In to se dogaja. In dokler dolgo Slovenija ne bo priznala, da ta skupina otrok obstaja, uvedla programe, toliko dolgo se bomo mi pogovarjali, kaj s tem. Ampak kaj vi svetujete staršem teh otrok, ki to ugotavljajo, pa si morda ne želijo tega priznati? Vse se obrnajo na nas, ker jaz o tem javno govorim, mamice pišejo, kličejo, se pogovarjamo, to jim lahko dam, ker morate nekaj vedeti, to je mala skupina otrok. Ko sem jaz gledala statistiko, procentualno, v Sloveniji obstaja po prevalenciji okrog 300-350 teh otrok. Torej ne bo jih imela vsaka šola, ne bo imel tega vsak vrtec, ampak tanka pa bojo pa problem. Ker se ne bo dalo s tem, kar je predpisano, s temi otroci nič narediti, ampak bodo ostali trpeli. In zato se nam dogaja, da protestno otroci ne hodijo v šolo, starši otroke zadržujejo doma. Torej zaradi posameznika, ki po vsej verjetnosti, glede na to, da ni terapevtsko odziven, da je nekaj drugega hudo narobe. Torej mi bomo 500 otrok dali šole zaradi enega. Torej bi mogla stroka in znanost prevladati nad ideologijo. Pač v Sloveniji še ne. No, zdaj pa še to vprašanje, sami ste dali iztočnico, o tem še nisva govorila. Kaj pa je potem s temi otroki, ki so pa žrtve tega medvrstniškega nasilja? Kako oni potem sprejemajo to, kar se jim je zgodilo? Recimo nekaterim se zgodijo manj hude, nekaterim bolj hude stvari. Glejte, tega imamo v našem strokovnem centru kar veliko bulinga, nasilje nad njimi, v domačem okolju, medvrstniki. Popolnoma odvisno od njihove same osebnostne strukture, temperamenta, kako se odzovejo. A lahko nasilje rodi nasilje? Seveda. Eni se bodo odzvali nasilno s tovrstnim temperamentom, drugi se bodo potegnili vase, bodo žrtve, ali gre v vlogo nasilneža ali žrtve. Seveda. Mislim, ni enoznačnega odgovora, odvisno od vsakega otroka posebej. In potem na zadnjo, kakšno vlogo so tukaj postavljeni sami učitelji, recimo že na razredni stopnji, Včasih so lahko učence
sankcionirali, danes so tudi tukaj že zelo zakonsko omejeni. Ne? Kaj sploh lahko naredijo? Vse to je tisto. Jaz mislim, da je ravno to, a ne, da bomo preprečili, jaz ne vem, kaj bi se mi dva danes pogovarjala, če bi tisti 13-letnik ubil 11-letnika. Ampak to je moč predvidevati v tej klimi kot vlada. Se mladi sami vidijo druge, kaj počnejo, pa da niso drugi nič kaznovani, niso ustavljeni in se lahko dela vse, kar se hoče. Nobene avtoritete ni. Oni so center sveta, egocentrizem, totalen, in to je v bistvu, če mene vprašate, grozno se bo slišal, ampak to je dejansko problem celotne civilizacije. Do sočloveka, to je problem, globalni, ne samo pri nas. Ne? In nas bo mogla res sreča, zdrava pamet, oziroma žal je tako, da se mora v Sloveniji narediti grozne stvari, da se kaj spremeni. Gospa Zalokar, so naše šole varne? Ne. Zakaj ne? Ravno zaradi tega, ker dopuščajo, tukaj imamo pa ideologijo inkluzije, da se vse, ker je pač osnovna šola obvezna, da morajo vsi otroci biti v osnovni šoli prisotni, ne glede na to, v tovrstnih primerih teh otrok imajo pravico oziroma obvezo in zakonodaja ni, oziroma niti stroka ni še uglašena s tem, da te otroci ne spadajo med druge, oziroma dokler dolgo so nevarni, da rabijo drug tretma. In to ne v šolskem prostoru. Vi pravite, če bi ta otrok ubil svojega sošolca, bi imeli velik problem. Kdo bi bil odgovoren? Kdo bi bil kriv? Kje bi iskali krivca? Vroč jajca, kako se to reče. Ena drugega bi prevaljevali. Šolo bi se krivilo popolnoma neupravičeno in bi se spravili na šolo, ali je šola vse naredila. Na koncu bi bil verjetno kriv ravnatelj in učitelj. Verjemite, da bi potem pa se kar mi postavili. Da bi se zorganizirali in bi se kar postavili. To so zdaj neki posamični incidenti, o katerih sva danes govorila. Zdaj vendarle neki množični pokoli, kot smo jih videli na raznih šolah v ZDA, pa na Norveškem, pa v Nemčiji. Pištole so že v šoli. Vsaj zaenkrat je to film, ne, za slovenske razmere. Poglejte, kako blizu smo, da se kaj takšnega zgodi v Sloveniji? Ja, popolnoma. Lejte, vse pištole na šoli so že. Tudi pri nas v strokovnem centru smo najdli pištolo. Pištole so že. Ne? Zdaj čakamo, da bo nekdo ustrelil. To se prej ni dogajalo, to opažate v zadnjem času? Pištolo smo 10 let nazaj, 12. Ja. Nevarna orodja, pripomočki za umor, vse to smo imeli. Vse na to opozarjamo. Se pravi, ta zadeva za nas, ki smo praktiki in znanstveniki, ni presenečenje. Mi smo to napovedovali, kaj se dogaja. Ampak velja v javnosti, v družbi neko prepričanje, tisto je Amerika, pri nas se to ne dogaja. Da bi prišlo do takšnih tragedij. Vse nismo na Luni, to je en svet. To se vse prenaša. A veste, iz Atlantika, torej iz Amerike, smo uvozili vse neumnosti. Vse neumnosti. Nekritično. Vključno s permisivno vzgojo. Za kar se je oče permisivne vzgoje Američanom javno upravičil. To je znano. Kakšno neumnost je naredil. Ne? Še enkrat, Slovenci rabijo, 20 let, da se nekaj zgodi, da vidijo, da je bilo nekaj narobe. Pa da ne bova končala v tako negativnem tonu, ker se najin čas izteka. Kaj torej lahko naredimo, že danes, že jutri, da se vendarle izognemo takšnim dogodkom, takšnim tragedijam, o katerim sva zdaj govorila? Jaz bi rekla, da je to res zadnji rdeč alarm, tako za Ministrstvo za pravosodje, kot za Ministrstvo za zdravje, ker tovrstni otroci s problematiko, to ni problem šolstva, presega šolstvo, ampak predvsem pravosodje, zdravstvo, to je multidisciplinaren problem, ker bi se mogle vse stroke usesti in ugotoviti, kaj narediti. Treba je pogledati evropsko primerljive države, kaj že imajo. Seveda se to ne bo skladalo z ideološkimi pogledi določenih naših ideologov, se vsaka stroka ima svojega ideologa, ampak bo treba enkrat ideologijo preseči in se iti znanost. Doktor Leonida Zalokar, hvala, ker ste bili moja gostja na Domovini. Hvala vam za povabilo. Srečno. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Zelo zanimiva debata. In v vroči temi smo spet skupaj. Jutri bodite v naši družbi. Lahko noč.